Lep pozdrav iz studia Ilirskih novic, kjer v današnjem športnem pogovoru gostimo Sašo Pisk, ki je na nedavnem ljubljanskem maratonu na maratonski razdalji osvojila naslov državne prvakinje. Saša, lepo pozdravljena in pa najprej čestitke za svoj naslov državne prvakinje. Lep pozdrav, hvala za povabilo, pa seveda čestitke v studio. 42 km, 2 uri 46 minut, za marsikoga je to nekaj nepredstavljivega. Kako je preteči tako razdaljo v takem času? Ja, zdaj, plani so bili obdelati to razdaljo še malo hitrejši, tako da tu je mogoče za gledalce, tako ka spremlja ta del zelo monotono, v bistvu v nas tekačih je kar precej dogajanja v tem času doživljaš vse sorte, ne. Predvsem prvih 30 km so tak užitki, zadnje 10 km pa bolj zelo različno, no, letos so bile kar borbe. Pa kaj govorijo, samo o nekih, težave s telesom ali je tudi, mentalna težava? Ja, z en drugim se srečuje tekače, jaz mogoče malo bolj s tem delom, vsaj zadnje 2 maratona sem imela težave s krči, tako da je bolj ta del psihično se mi zdelo, da sem v redu šla skozi, no, tudi bi se še, mislim, tako, kar se psihične pripravljenosti tiče, ni bilo težav, no, pri meni. Ampak na 42 kilometrih je na koncu naslovo prvakinje odločilo 31 sekund, kolikor si bila hitrejša od tekmice. Si vedela, kako moraš v zaključku pristopiti, da jo boš ugnala, ali je bilo to bolj borba samo s seboj? Ne, nisem vedela, v bistvu zaslišala sem zadnji kilometer po zvočnikih, napovedovalca, da je zelo blizu druga, pričakovala sem glede na situacijo ob progi, moram reči, da sem se 3-krat vmes ustavila, tudi celo nekaj časa posedela na pločniku, tako da pričakovala sem, da bo šla zelo zgodaj že mimo mene, pa nekako sem kar vodila do konca, zadnji kilometer mogoče, ko sem slišala, da se mi približuje, sem malo bolj stisnila, sem rekla, če je že bilo tako celo pot, zakaj ne vem. Je težko sprejeti odločitev, da se zaustaviš med samim tekom? Ja, zelo težko. Sploh se tukaj tak psihičen del, ker sem bila psihično zelo dobra, no. Tako glava bi telu pa ne da več. Kaj pa pol, ko greš naprej, je težko ujeti tempo ali s tem ni bilo težav? Ja, se zadnje 10 km niti nisem spremljala tempa. Tistega načrtovana tempa sem se držala prve 30 km, dokler niso te težave nastopile, pa je bil pa glavni cilj, da pretečem razdaljo. Tako da na uro sploh nisem več pogledovala, no. Ampak letos ne le, da si državna prvakinja v maratonu na dobrih 42 km, tudi državna prvakinja na 10 km. Ja. Kater tek ti je bolj všeč oziroma kje bolj uživaš? Ja, zdaj teka na 10 km sem se udeležila čisto v sklopu priprav na maraton. To pomeni, da nekako tečem en hiter tek, to pomeni, da sem šla še zelo utrujenimi nogami, še en dan prej zelo kar kilometrov pretekla, tako da ta del je bil čisto nepričakovan. Zdaj, v katerem bolj uživam, težko je tako primerjati, da gre za zelo različni, Različna pristopa, verjetno. tako, ja, so pa občutki sigurno po maratonu tisti, ki so bile zelo bolj intenzivni, no. Čeprav vesela sem oba rezultata bila letos. Ko se pripravljaš na nek nastop na maratonu, kakšne razdalje se teče na treningih? Ja, zdaj, ena tak priprava poteka tak na grobo, 13 tednov za maraton, tako da je največja razdalja, ponavadi so ob nedeljih tisti dolgi teki, je 38 km. Se pravi, nikoli pred samo tekmo, da bi cel maraton odtekla? Ne, nikoli. Sicer to ni bil tvoj prvi naslov državne prvakinje v maratonu, že leta 2019 si ga osvojila. In tole leto potem, ko si prvič nastopila na maratonu. Kaj je bila tista želja, ko te je vodila do odločitve, da greš preizkusiti se v maratonu? V bistvu, kot tekačica sem imela željo, da izkusim ta del, da enkrat pretečem v maratonu, pa sem razmišljala, pa se jaz tega nam več šla. Pol pa, kad dobiš eno tako izkušnjo, me je pa ta del čisto pritegnil in nekako sem se usmerila čisto v te razdalje pol maratonske. Sedaj si tudi pod okriljem Romana Kejžarja, lahko rečemo enega najbolj cenjenih slovenskih maratoncev.
Kako je sodelovati s takim, lahko rečemo, mentorjem? Ja, z Romanom sodelujeva lani, mislim, da sem se priključila ekipi Romana Kejžarja. Ja, Roman ima ogromno znanja, ogromno svojih izkušenj, tako da, kar se tega tiče, mu lahko povsem zaupam. Mislim, da ima tisti prav pristopno. In koliko treningov opravljate skupaj? Zdaj, srede pa sobote so tisti treningi, šteje sem tiste malo težje treninge, da naredimo skupaj na stadionu, ostale dneve tečemo sami. Je pa tako, da glede na druge obveznosti sem se jaz predvsem teh sredinjih intervalnih tekov udeleževala na stadionu v Krajinu, drugo pa delala sama. Omenila si usklajevanje z drugimi obveznosti, Ja, 3-letni sinček doma. Kako je usklajevati pa s partnerjem Aljošo, ki je tudi sam tekač, Ja. kako usklajujete vse te aktivnosti? Ja, tukaj je še služba, pol družina, tudi Aljoša je aktiven, tako da moramo tudi ta del malo usklajevati, da bo, kjer čas pripada njemu, kjer menimo, bolj so njegovi jutranji dnevi, moji bolj popoldanski ali pa večerni. Probam tako krmariti med tem, probam, da čim manj ta del, da sem lahko čim več z družina, tako da so daj ure, tudi tako ne lih človeške, ka teče, ima zelo zgodaj zjutraj ali zelo pozno zvečer, tako da ogromno je usklajevanja, no sam se mi zdi, da gre tako za eno organizacijo tukaj. Omenila si tek tudi pozno zvečer, govoril o nočnem času. Ja, ko gre tako moj sin spat, potem se mama tudi Kakšna sprav je daje v akcijo. Kakšna izkušnja že srečanja kakšnih zveri, katere so v naših gozdovih? Ne, nimam še te izkušnje. Ampak glede na kondico najbrž ne bi bilo težko teči. Sploh še ne razmišljam o tem. Imam pa tudi v garaži tekaško stezo, tako da velik del treninga tudi v garaži naredim. In kako bi primerjali, rekel, ta tek na tekaški stezi ali pa v naravi? Ja, ni tukaj kakšne primerjave, bolj ga mogoče z tega, zaradi tega, da lažje uskladimo se skupaj, no. Rekla si, tudi službene obveznosti delaš kot delovna terapeutka v psihiatrični bolnišnici, kjer pa tudi kar nekaj drugih tekačev dela. Nenazadnje Jan Božič, eden najboljših slovenskih tekačev trailov, tudi nekaj drugih rekreativcev. Se kdaj kaj podružite, se pogovarjate s sodelavci o teku? Ja, kar se z Janom tako srečujeva znotraj službe, je veliko pogovora povezanega s tem, ja. Tako da vidim, imamo kar nekaj dobrih tekačev, no. Pa je to naključje, da ste se srečali prav pri istem delodajalcu? Ja, dobro vprašanje, nisem razmišljala še v tej smeri. Kakšni so plani za naprej glede tvojega teka? Veva, pričela si relativno pozno, a ne? Ja. Šele po zaključenem študiju si se posvetila teku, predtem, ker si bila bolj prisotna v smučariji, ker je bila nenazadnje tudi cela družina tam zelo aktivna. Ja, v bistvu jaz sem odraščala športom, tudi danes lahko rečem, da vsi družinski člani živijo tako aktivni življenjski slog. A drži, da je mama najbolj aktivna in tak podatek sem dobil? Drži. Se pravi, ste aktivni? Mogoče ima bolj v kolesarstvu, ja, kot v teku. Se pravi, ste bili aktivni in pot te vodila? Ja, v bistvu sem skozi pomad tekla, spomnim se v otroštvu, da sem se tudi teh krosov pa šolskih tekmovanj udeleževala. Skozi osnovno šolo smo malo bolj smučali. Po naključju sem se prijavila na en tek 5 kilometrov in tako glede na količino treninga se mi zdi zelo dobro odtekla ta del, tako da tekaške prireditve se še en dodaten motivator, da nekako sem ustrajala pri vsem skupaj. Bolj intenzivno, seveda pa zadnje 4 leta, to pomeni, da tudi tečem po eni strukturi, da je tega količine treninga malo več. Prej sem že omenil prihodnost, je že kaj znano, kakšne so želje, mogoče tudi kakšen maraton, od teh bolj znanih v tujini? Ja, zdaj, želje so predvsem, da jaz lahko to čim dlje časa počela, da ne poškodb tukaj prisotnih. Dokaj je neka, bom rekel, starost, kjer so te tekači, maratonci, nekje, bom rekel, te najboljša doba? Si že preko nje ali... Ja, zelo v tistem obdobju sem, ne, tako da... Zdaj, če bi se te zadeve prej lotila, verjetno bilo še neki rezerv, ne, če te... No, rekla si rada, bi dlje časa še tekla, Ja. pa želja, tista največja.
Še skozi mi je izziv tak premagati sama sebe, ta časovni okvir. Zdaj, hkrati se pa zavedam, da je za to potrebno tudi nekaj več vložiti, seveda prioritete so mi pa zdaj druge stvari, predvsem je družina tukaj, tako da čisto po občutku sem ravnala tukaj. Seveda, da je rada izkusila tudi ta del, pa odtekla kakšnega od maratonov v tujini, tako da. Ti pomeni tek tudi nenazadnje malce sprostitve od vseh ostalih obveznosti. Sigurno, ja. In pri tem uživaš. Absolutno, če ne, nekako ne bo temu tudi ustrajala, ne, tako da ta užitek je tisti ključen, no, da se sploh. Saša, jaz ti želim, da bi res še vrsto let uživala v teku, posegla tudi po visokih uvrstitvah in pa, da bi si te uresničila želje glede teh časov, katerih bi se rada približala, tako da srečno tudi v prihodnje. Hvala. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled tega športnega pogovora in pa vabljeni tudi k ogledu ostalih prispevkov studia Idrijskih novic.